Motivacija za leto 2022. Dobrodošli, moji dragi soustvarjalci, na kanalu Vrtinec ljubezni. Tako zelo sem hvaležna, ker že več kot 3 leta skupaj soustvarjamo ta kanal. Vedno več in več nas je. To me tako radosti in mi daje nov navdih, da še in še ustvarjam. Vseh naročnikov nas je že več kot 2300 in imamo že skoraj 620 000 pregledov, kar je ogromno. Iskrena hvala. Hvala, da ste z menoj, ker me spremljate ves ta čas. Hvala za vse komentarje, hvala za vse, kar mi sporočate. Prisrčen pozdrav tudi vsem tistim, ki ste danes prvič z menoj. Dobrodošli. Vsem hvala. Pred nami je že 4. motivacija. Motivacija za leto 2022. Vstopili smo v leto 2022. Najprej se ozrimo nazaj, poglejmo v leto, ki je ravno minilo. V tem letu smo se veliko naučili in ogromno novega spoznali. Za nami je resnično turbulentno leto. Leto, ki je bilo drugačno. Leto polno preizkušenj, nenehnega učenja ter prilagajanja. Potrebno se je bilo veliko izobraževati. Bili so vzponi in tudi padci. Vendar nikar ne obupajmo. Vztrajajmo tudi, če naletimo na prepreko. Pojdimo dalje. Vse lahko ustvarimo, nič ni nemogoče. Le zaupajmo sebi in zaupajmo življenju. Vsakodnevno delajmo na sebi. Bodimo najboljša verzija samih sebe. Uspešni ljudje dobro vedo, da ko posejo seme, ne bodo takoj pobirali pridelka, vendar vseeno sadijo, kajti prav sajenje je pot do pridelka. Pravi vrtnar neguje seme, ga zaliva ter skrbi zanj. Tudi mi bodimo dobri vrtnarji na svojem vrtu. Skrbimo za sebe, se negujmo, cenimo, izobražujmo, meditirajmo, delajmo na sebi in tako bomo lahko vedno bolj in bolj rasli ter postajali vse močnejši in modrejši. Bolj, ko se bomo okrepili, težje se bomo zlomili. Poanta vsega je, da smo srečni že danes, ne da čakamo, kaj bo, ko bo bolje, ko bodo drugi časi, ko bo to se zgodilo, ko bo to minilo, ko bo to in to in to. Ne. Osredotočajmo se na cilj in potem stopimo na potovanje. Učimo se na napakah. Vse, kar nam ni v prejšnjem letu prineslo pravega rezultata, nas je le naučilo, kaj ni prav, kaj ne velja. In pomembno je, da na svoji poti uživamo ter se je zavedamo. Bodimo srečni in radostni vsak trenutek, vsak dan. Ne čakajmo na nedoločen čas. Ko bo, bo.
Na svoji poti vedno iščimo ravnovesje, vsem iščimo ravnovesje. Vsakodnevno se vprašajmo: sem danes srečen? Sem danes srečna? Sem vse naredil, da grem proti svojemu cilju? Sem vse naredila, da grem proti svojemu cilju? Zaupajmo ter uživajmo na svoji poti. Ne se preganjati, pustimo času čas. Uživajmo vsem, kar počnemo. Pred nami bodo morda odločitve, ko se bomo morali odločati, ko se bomo opredeljevali. Vedimo, da ni napačnih odločitev. Karkoli smo se ali se bomo odločali, je za nas tisto pravo. Ne delimo se, ter se ne ločujmo, ne etikirajmo in ne sodimo. Zakaj bi z drugače mislečimi prišli v konflikt? Razumimo vsakogar, da se odloča po svoji izbiri, tudi mi se. Vsak izbere tisto, v kar je prepričan, da je zanj prav. Zato se nikar ne trudimo drugih prepričevati v naš prav, v našo resnico. Kajti vsak ima svojo resnico. Ko ljudje druge prepričujejo v svojo resnico, s tem pravzaprav branijo sebe, branijo svoje prepričanje, ker niso sigurni vanj. Ko se popolnoma uskladimo s svojo izbiro, ko smo prepričani v svojo resnico, smo mirni in takrat nimamo nobene potrebe več, da bi druge prepričevali v svoj prav. Preprosto le razumemo in sprejemamo, da vsak misli in dela tisto, kot on verjame, da je prav. Vsak ima svoje prepričanje, svoje misli, svoj fokus, svojo resnico in od vsakogar je pravilna. Ko mi zaupamo sebi in se uskladimo s svojo izbiro, najdemo mir in takrat nihče ne more več vplivati na nas. Saj se dobro zavedamo, da le mi sami lahko vplivamo le na sebe, svojo vibracijo. Le sebe lahko spreminjamo, drugih ne moremo. Ko pa se začnemo osredotočati na druge, gre naš fokus na druge in naša vibracija se namenja, začne nam padati. To pa ni v redu. Seveda smo le mi tisti odgovorni, ki si to dovolimo. Zato spoštujmo odločitve vsakega posameznika in nikogar ne sodimo, niti ne obtožujemo. Vsak od nas gre svojo pot, v svojo smer prepričan in v svojo resnico. In tako je prav. Mnogokrat se pa zgodi, da vsak vidi le svojo resnico in je slep za resnico drugega. Ne razume sočloveka in takrat pride do konflikta. Zavedajmo se, ko se popolnoma uskladimo s svojo odločitvijo, pa naj bo to karkoli, je to najboljša izbira za nas. Seveda nikogar ne prepričujemo v svojo izbiro, niti nimamo te pravice. Najslabše
so pa izbire, ki izhajajo iz strahu, iz moranja. To ni dobro in to ni dobra izbira. Vsaka odločitev, ki je sprejeta na visoki vibraciji, je dobra odločitev. Odločitev sprejeta v strahu, v nizki vibraciji, je slaba odločitev. Ko to vemo in se tega zavedamo, ne more na nas vplivati mnenje drugih oziroma njihova odločitev. Vsak ima svoj prav in svojo resnico. Vsak ima svoje prepričanje in tako je prav. Zato vedno spoštujmo odločitev drugih, tako kot želimo, da drugi spoštujejo našo odločitev. Če nečesa še nismo storili do sedaj, pa bi želeli, lahko to naredimo v novem letu. Zdaj je čas, lahko to naredimo sedaj. Nikakor se ne obtožujmo ter ne krivimo sebe. Zavedajmo se, da nismo sami na tej poti. Veliko ljudi je šlo skozi podobne situacije in so uspeli. Naj nam bodo zgled. Ne izgubimo upanja in vere. To leto lahko kreiramo oziroma ustvarimo najboljše leto. Naj bo leto 2022 najboljše leto do sedaj. V prejšnjem letu je bilo mnogo sprememb in tudi mi smo se spremenili, vsi smo se spremenili, nismo več isti. Ponovno se pripravimo na nove spremembe, ki prihajajo v tem letu. Do sebe bodimo iskreni, tako bomo tudi v odnosu do drugih iskreni. Življenje je prekratko, da bi bili nesrečni, prekratko, da bi delali nekaj, kar nam ni všeč, nekaj, kar nam prinaša slabo voljo ter neprijetne občutke. Zavedajmo se, da je življenje namenjeno uživanju, da smo srečni, da se imamo lepo. Zato je zdaj čas, da zamenjamo svoja stara prepričanja, ki nam ne prinašajo lepih občutkov, da odvržemo stare vzorce, ki nam ne služijo več. Vedno poskušajmo videti pozitivno v vseh stvarih, povsod iščimo dobro. Kako naprej, ko nam nekaj ni všeč, ko nam nekaj ne ugaja, ko za nečim trpimo. Tedaj to pretvorimo v proces spremembe, če nam v tem trenutku nekaj ni všeč. Naprimer, da nam zdravje ne služi najbolje, če smo morda bolni, imamo bolečine in trpimo in bi to radi spremenili. Si le recimo: vsak dan, v vsakem trenutku smo vedno bolj in bolj zdravi. Smo v procesu zdravljenja. Vsak dan bolj napredujemo. Vsak dan se učimo in rastemo na svoji življenjski poti. Vsak dan nam gre vse bolje in bolje. Vse tisto, kar nam ni všeč, naprimer naše počutje, naši odnosi, pomanjkanje denarja, slaba politika in tako dalje, spremenimo tako proces spremembe.
Vprašajmo se, kaj je pa tisto, kar nam je všeč. Kaj je tisto, kar si želimo? Ter se osredotočajmo le na to dobro. Ne fokusirajmo se na slabe stvari. Ne osredotočajmo se na bolezen, na pomanjkanje, na slabe odnose, na politične odločitve, ki nam niso všeč. Ne prevzemajmo vse teže, vseh bremen, ki sploh niso naša. Odložimo zdaj vse te skrbi, vso to težo. Zavedajmo se, da je življenje vsemogočna sila, ki vedno poskrbi za nas. Zato se v letu 2022 še bolj zavestno osredotočajmo oziroma fokusirajmo na stvari, ki so nam všeč, na stvari, ki nam prinašajo lepe ter radostne občutke, na stvari, ki nas veselijo in osrečujejo. Prav zdaj je čas, da sami sebe objamemo, da si čestitamo za vse, kar smo do sedaj že dosegli. Bodimo ponosni na sebe, na vse naše dosežke. Vidimo dobre stvari, ki smo jih dosegli oziroma ustvarili v zadnjem letu. Proslavljajmo ter se veselimo. Zavedajmo se, da smo mi sami tisti, ki smo odgovorni za svoje počutje. Mi smo tisti, ki se sami odločamo, kako bomo videli svet okoli sebe. Ni življenje tisto, kar se nam dogaja, temveč kako mi vidimo in dojemamo vse to. Kako mi občutimo vse to, kar se nam dogaja. Življenje je točno tako, kot ga mi vidimo in občutimo, takšno, kot ga mi ustvarimo. Življenje je čudovito in le od nas je odvisno, kako ga bomo videli in doživeli, tako, kot ga bomo sami ustvarili. Leto 2022 bo zopet drugačno leto, morda še bolj intenzivno leto, kot je bilo leto poprej. Sprejmimo to leto kot leto osebne rasti in razvoja. Potopimo se v lastne globine, v svoj notranji svet. Prebudimo moč v sebi, vsi jo imamo. Ozavestimo, da smo mi odgovorni za vse, kar se nam dogaja. Ne iščimo krivca ven iz nas. Ne iščimo krivca v drugih, v državi, v trenutni situaciji, ki nam morda ni všeč. Mi sami bodimo center, ne iščimo rešitve ven iz nas, temveč le v nas samih. Učimo se povezati svojo dušo, učimo se poslušati sebe ter svoje srce. Ukolikor bomo le jamrali, tarnali, obtoževali druge in se pritoževali, do takrat bomo trpeli. Trpeli pa bomo vse dotlej, dokler ne bomo sprejeli odgovornosti, da je nekaj le potrebno spremeniti. Ne zatiskajmo si oči,
Prevzemimo odgovornost za sebe. Vedimo, da imamo največjo moč prav v sebi. Morda jo moramo le še poiskati. Zato živimo svoje sanje, živimo življenje, kot si ga želimo. Ni potrebno, da bi občutili omejitve, ki nam jih narekujejo. Sami si ustvarimo prav takšno življenje, kot si ga želimo živeti. Okrepimo svoje telo, duhovno in fizično. Trenirajmo svojo notranjost in svoj imunski sistem. Preženimo strah iz svojega življenja, negujmo ljubezen. Vedimo, da ne moremo hkrati občutiti strahu in ljubezni. Zato še toliko bolj odprimo svoje srce za ljubezen. Pojdimo v naravo, iščimo mir v sebi. Ne upirajmo se temu, kar se dogaja. Ne dajemo svojo energijo temu. Preprosto to le sprejmimo. Okrepimo sami sebe. Največja naložba je prav naložba v sebe. Ne ukvarjajmo se s tistim, česar ne moremo spremeniti in nam ni všeč. Ne dajemo temu energijo ter svoje pozornosti. Krepimo ljubezen, gradimo to, kar nam je všeč, ter nam prinaša dobre in lepe občutke. Naj bo leto 2022 polno ljubezni in miru. Učimo se oproščati, vedno delajmo dobro, pomagajmo kadarkoli lahko, dotaknimo se src drugih ljudi, se smejmo, govorimo tisto, kar želimo živeti, kreirajmo ter ustvarjajmo tako realnost, kot si jo želimo živeti. Naj bo leto 2022 najlepše in najboljše leto doslej. Bodimo izpolnjeni, bodimo hvaležni. Vsak dan, vse dni v letu. Vsak trenutek delajmo najbolje, kot znamo. Verjemimo, da vse mine in tudi ta situacija, ki nam morda ni všeč, bo minila. Zakaj ne bi bilo to leto najlepše leto doslej? Lahko se odločimo, da bo to najlepše leto za nas. Kako pa lahko v slabem vidimo tudi dobro? Preprosto tako, da pogledamo na vse bolj celostno, da pogledamo kot na celoto, da pogledamo z vrha. Tako, kot bomo mi gledali na vse to, kar bomo mislili, to, kar bomo čutili, to bomo tudi videli. In to se bo tudi zgodilo. Ne glede na vse, kar se dogaja, bodimo hvaležni, da smo živi, da smo zdravi, da imamo svojo družino, streho nad glavo, da nismo lačni, žejni, imamo svojo službo, prijatelje, toliko stvari znamo in še in še. Bodimo iskreno hvaležni za vse to. Toliko je vsega, za kar se lahko nenehno zahvaljujemo.
Toliko veliko stvari smo se naučili v prejšnjem letu. Bodimo hvaležni za vse to. Poglejmo, kako smo napredovali. Poglejmo, kje smo sedaj. Odlično nam gre. Če to poslušamo, smo gotovo na pravi poti. V situaciji, ko je cel svet obstal, ko nas je preplavil strah, nenehna kontrola in nadzor, smo imeli le eno možnost, da smo postali še boljši, kot smo bili prej, da smo se še več naučili ter še več spoznali v sebi. Vse, kar se je dogajalo, je bila priložnost, da smo se prebudili, da smo tako postali še močnejši, da smo strah zamenjali za ljubezen. Iz vsega tega smo postali še boljši in še močnejši. To pa je tudi naš cilj. Zato vedimo, da bo naslednje leto le še boljše in boljše. Več kot bomo imeli izzivov, težje kot nam bo, bomo mi postajali le še boljši in boljši. Težje kot nam bo, več sposobnosti bomo razvili in uporabili, da lahko to prerastemo, da lahko postanemo še boljši in tako še bolj spoznavamo sami sebe. Vedimo, da ni večjega čudeža, kot je življenje samo. Zato poskušajmo biti srečni na vsakem našem koraku, prav vsak dan. Ne poslušajmo slabih novic, ki jih govori okolica. Ne predajajmo se strahu. Ne kažimo s prstom na druge in nikar se ne pritožujmo. Na prihodnost glejmo s hvaležnostjo. Na vse glejmo kot na novo priložnost za naš razvoj in našo rast. Le zahvaljujmo se življenju ter bodimo hvaležni za vse. Bodimo kot majhni otroci, ki se znajo veseliti drobnih stvari. Bodimo radostni in igrivi, bodimo srečni. Na novo leto 2022 poglejmo kot na darilo, kot na novo knjigo, ki smo jo dobili v dar. V tej knjigi je polno praznih strani, ki jih bomo mi sami popisali, vsak dan posebej. Zato naj nikar ne bodo naše strani popisane s strahom, z jezo, sovraštvom in maščevanjem, z obtoževanjem ter slabimi stvarmi. Pišimo le dobre stvari, stvari, ki nas osrečujejo ter delajo srečne. Ne glede na to, ali bo leto 2022 lahko ali težko leto, naj na koncu izpade kot najboljše leto doslej. Zato se veselimo novega leta, veselimo se vsakega dne posebej. Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh
lahko prinese srečo drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. Velika upanja ustvarjajo velike ljudi. Zato radostno pojdimo naproti novemu letu 2022. Naj bo leto 2022 najlepše leto doslej. Srečno!